podelitvi priznanj nagradnega natečaja najbolj športnih vrtcev in šol iz sklopa programa Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022-2023. Kot verjetno že veste, je prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vez med društvenim in šolskim športom ter hkrati temelj za razvoj športa. Podelitvi programi zajemajo zelo širok spekter mlade populacije. Praktično vsaka slovenska šola se aktivno vključuje v te programe. Za primer lahko povemo, da je bilo v šolskem letu 2022-2023 v te programe vključenih preko 200 000 otrok. In zakaj smo danes tukaj? Zato, da bi podelili priznanja najbolj športnim vrtcem in šolam, ter se še posebej zahvalili posebnim nagrajencem. Še pred podelitvami pa k besedi vabim ravnateljico Osnovne šole Brežice in gostiteljico današnjega dogodka, gospo Marijo Lupčino Novak. Prisrčen pozdrav vsem zbranim na današnjem zaključku nagradnega natečaja. Najbolj športni vrtec, najbolj športna osnovna šola s prilagojenim programom in srednja šola v šolskem letu 2022-2023. Kot ravnateljice Osnovne šole Brežice mi je v posebno čast, da ste se zaposleni na Zavodu Republike Slovenije Planica odločili, da pripravite zaključno prireditev natečaja v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice in da vas lahko danes nagovorim v našem kraju. Spoštovani gostje, dobrodošli torej v Brežicah, dobrodošli na Osnovni šoli Brežice, ki tokrat gosti ta imenitni dogodek. Hvala tudi Zavodu za šport Brežice za to, da bomo prireditev lahko izpeljali v vaših prostorih. Cenjeni obiskovalci, dovolite mi, da vam predstavim našo šolo. Zazrti v napredek vseh naših 951 učenk in učencev, razporejenih v 36 oddelkov osnovne šole in 4 kombinirane oddelke osnovne šole s prilagojenim programom, želimo zaposlenim vzgajati učenke in učence, ki so nam zaupani v vzgojo in izobraževanje, v razgledane, nesebične in pogumne otroke in mladostnike, ki z vsakim dobrim delom, zanimivimi pobudami in lepimi dosežki pomagajo uresničevati vizijo naše šole. Zdrave šole, simbioza šole, UNESCO šole, kulturne šole, športne šole in od aprila letos tudi Evropske digitalne šole. Osnovna šola Brežice je šola z visokimi občinskimi in državnimi priznanji in nagradami, tudi z nagrado na področju šolstva za leto 2005. Od leta 2009 pa ima vsa leta naziv kulturna šola. Je prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020. Od leta 2004 sodeluje na razpisu za najšportno šolo, ki je skozi vsa ta leta večkrat spremenil ime in ustanovo, ki je pripravila razpis. Pa to ni pomembno. Pomembno je, da so zaposleni na Osnovni šoli Brežice že skoraj 20 let. Trudimo, da v spodbudnem učnem okolju in sodobno zasnovanim poukom omogočamo učencem razvoj čim več njihovih potencialov. Ponosni smo, da lahko z najvidnejšimi dosežki učenk in učencev ter njihovih mentorjev vsako leto obogatimo našo skulpturo E-hrast, našo rastočo knjigo, ki krasi osrednji del šolskega dvorišča in ponazarja težnjo vseh deležnikov šole po nenehni rasti in razvoju. Tako bo tudi letos, ko bo naš E-hrast na državni praznik 25. oktobra
še bolj košat in bogatejši, saj bomo nanj med drugim obesili tudi 2 modra valja, ki bosta bodočim generacijam svetel spomin na današnji dogodek. Pojdimo po vrsti. Vemo, da mnogo poti vodi do cilja, ki si ga vsak posameznik, zavod, zastavi drugače. Vse nas, zaposlene v vrtcih in šolah, ki smo danes zbrani tukaj, pa je navdihoval in vodil isti cilj. Učencem želimo približati gibanje in šport. Doseči želimo, da bi otroci in mladostniki pri tem uživali, se zabavali, družili, spoznavali različne športe, urili svoje spretnosti in sposobnosti ter odkrivali svoja močna področja in tudi, ko pride čas za to, tekmovali. Radi bi večjemu številu naših verovancev predstavili prednosti zdravega življenjskega sloga, ki naj bi postal njihova osebna filozofija in jih spremljal vse življenje. Z vsakim korakom, tudi z današnjo podelitvijo nagrad najuspešnejšim zavodom in posameznikom, smo bliže temu cilju. Zavedati se moramo, da ne smemo zastati in odnehati, kljub temu, da se pojavljajo vedno novi izzivi in včasih tudi ovire. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, zlasti učiteljem športa, za strokovno, vztrajno in predano delo, staršem za sodelovanje in podporo, ki jo namenjate otrokom in šoli, ko jo eni ali drugi potrebujemo, in vam, drage učenke in učenci, ki ste dodali kamenček v ta prelepi mozaik in pripomogli k laskavemu nazivu, ki ga bo danes prejela naša šola že 20-tič zapovrstjo. Veselim se z vami in ponosna sem na vas. Ob tej priložnosti čestitam tudi vsem ostalim dobitnikom priznanj in nagrad. Naj sklenem današnji nagovor z željo, da naj vam bo, spoštovani gostje, pri delu prihodnje v pomoč misel Roberta Šulerja, ki pravi: uspeh ni nasprotje poraza, je samo pot, po kateri moramo vztrajno naprej. Sedaj pa smo se vali župani Brežice, gospoda Ivana Molana, da nam nameni nekaj besed. Spoštovani direktor Zavoda Kanica, spoštovani vsi gostje, seveda pa posebej pravi vsi tiste, ki boste danes tudi prijeli znanja in seveda tudi vse ostalo. Občina Brežice je bila v lanskem letu razglašena za Evropsko mesto športa. In takrat, ko so pisali obrazložitev, zakaj je naša občina dobila ta laskavi naziv, je bilo napisano, da smo občina, ki nadpovprečno v evropskem merilu v proračunu namenja sredstev za razvoj športa, da imamo zelo dobro razvito športno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za delo v občini. Prav tako pa seveda smo občina, ki močno podpiramo predvsem šport mladih in tudi v letošnjem letu je nekako bilo priznanih 56 programov, ki so jih prijavili različne društva, različni klubi, pa tudi šole in kar je še bolj veselo, od praktično za te programe je bilo vključenih približno 3000 športnikov vadečih. To je za občino Brežice, ki ima 24.000 prebivalcev, res izjemen uspeh. Vse praktično 15% naših prebivalcev se aktivno ali pa na tak način ukvarja z športom. Veliko pa jih je še, ki se ukvarja z športom, predvsem prostovoljno, volontersko. Seveda, to je izjemnega pomena, predvsem zaradi razvoja športa, po drugi strani pa tudi zaradi zdravega načina življenja. In zato sem prepričan, da ste danes v pravem kraju za to vašo prireditev in jaz vam zahvaljujem in sem res smo izvedno veseli in počaščeni. Prav tako seveda je bilo povedano, da imamo
Brežice športno šolo, ki že 20 let prijema ta priznanja. Lahko rečem, da izmed ostalih 8 šol je delo ponovno, res pa je, da so to manjše šole in imajo bistveno manjši nabor možnosti športnikov, vendar me veseli, da tudi v manjših šolah se šport dobro razvija in na različnih državnih ali drugih prireditvah so športniki z naše občine vedno uspešni. V Brežicah so tudi ponosni, da imamo športnike, kot je Primož Kozmus, ki je prijel tako olimpijske in pa seveda tudi evropska in pa svetovna odličja in vse to kaže seveda, da je šport pri nas zapisan z velikim črtami. Posebej pa se treba to poudariti, da je to ključnega pomena, da delamo predvsem z mladimi in da imamo izjemno veliko prostovoljcev, od trenerjev do ostalih športnih delavcev, ki to delajo z srcem, ne zaradi zaslužka, ampak praktično delajo res z srcem in to je tudi glavni uspeh razvoja športa v naši občini. Zato seveda te priložnosti tudi zahvala vsem tistim, ki se ukvarjajo z najmlajšimi, ki jim dajo možnost za zdravi način življenja, ki jim dajo možnost tudi za športne karijere. Vam pa vsem, ki ste danes to prireditev, tudi zahvalo, da ste s tem počastili predvsem naše športnike Brežice in pa seveda tudi mesto, torej občino Brežice, ki je seveda v srcu športna občina. Vsem skupaj želim lep dan, nagrajencem pa čestitam še naprej. Hvala lepa. Šport in šola sta preverjeno zmagovalni par. Izklajeno se izvajajo pri Zavodu za šport Republike Slovenije Brežica, zato prosim direktorja dr. Franca Petka za nekaj slavnostnih besed. Lep pozdrav še iz moje strani. Hvala gospe ravnateljici, hvala gospodu županu, da nas gostite danes tukaj. Hvala tudi vsem športnim pedagogom in pa seveda učencem, športnikom, ki so sodelovali v programih športa otrok in mladine. Hvala tudi ministrstvu in danes imamo predstavnico iz kabineta ministra za razvoj in izobraževanje, da podpirajo vsa ta leta te programe. Sam res globoko verjamem v to, da je gibanje nekaj, morda se sliši vzporedno, ampak nekaj, kar res lahko gradi človeka v polnosti. Oziroma mu omogoča, da s pomočjo gibanja razvija tudi druge potenciale, ki jih sploh mlad človek ima. Da ne bom predolg, ker prišli smo vendarle zelo sladkih zadev, da se podelijo priznanja najbolj športnim vrtcem in šolam. Nekaj pa posebej nas, sodelavce Zavoda za šport Planica, veseli, da smo v preteklem šolskem letu lahko v polnosti izpeljali vse programe. Vemo, da nas je kar nekaj časa smo bili v primežu epidemije COVID-a in nismo vedeli, ali bo to šlo postopoma in udeležba na teh programih nazaj na številke, kakršno smo bili vajeni, oziroma smo jih dosegli pred koronskim časom, pa vendarle je to že v lanskem preteklem šolskem letu nam uspelo v polnosti in res hvala vam, da ste predvsem šole, športni pedagogi, da ste aktivirali sebe in pa predvsem učence. Verjamem, da bomo tudi, ne glede na to, da smo pa zdaj v novem primežu, slovenska družba je res kar močno obremenjena z posledicami poplav, ampak verjamem, da se tako pomembne in plemenite dejavnosti in programi, kot je prav gibanje, spodbujanje gibanja, ne samo pri otrocih, ampak med ljudmi, da je nekaj, kar je velikega pomena in verjamem, da bomo tudi v prihodnem prihajajočem šolskem letu oziroma že teče, uspeli programe izvesti v polnosti in pa
če se le da tudi, da še kaj nadgradimo. Za konec bi takole že kar vsem nagrajencem čestitev. Vemo pa, da tudi tisti, ki se niso prijavili na natečaj, marsikatera šola so ravno tako zelo aktivni in v bistvu te številke vključenih šol, vključenih udeležencev, učencev, dijakov, športnikov nas zelo veseli. Tako da še enkrat čestitke in lep dan. Hvala vsem za pozdravne besede. Dragi obiskovalci, čas je, da malce predahnemo. Na naši šoli imamo odlične plesalke, ki so osvojile zlato priznanje v disciplini plesna produkcija na šolskem plesnem festivalu. Plesna skupina OŠB pod mentorstvom Andreje Resnik bo popestrila današnjo prireditev s plesno točko Welcome to our Diner. Uživajte! Life could be a dream, life could be a dream. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, hello, amiga, boom, then on it in on the land. Oh, I never did what life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life would be a dream, sweetheart. Every time I look at you, now you're gone. If you do what I want to do, baby, life would be a dream. If I could take you up in paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life would be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, hello, amiga, boom, then on the land. Oh, I never did what life would be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life would be a dream, sweetheart. Every time I look at you, now you know. If you do what I want to do, baby, so where's the football? Prehajamo k današnjim prestižnim nagradam. Razglasili bomo najbolj športne vrtce, osnovne šole s prilagojenim programom,
in srednje šole. Vrtci in šole so zbirali točke glede na ponudbo vseh naših športnih programov svojim otrokom oziroma učencem in mladostnikom. Ocenjeni programi so bili športno-gibalni program Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja, program Kura prosti čas, udeležbe na množičnih športnih šolskih prireditvah, kot na primer zimski maraton, festival športa mladih, ter seveda tudi udeležba na mednarodnih šolskih športnih tekmovanjih pod okriljem ISF, International School Sport Federation. Vsi nagrajenci so dokazali, da so zelo uspešni, tako na organizacijskem, kot tudi na tekmovalnem področju šolskega športa. Glede na skupno število zbranih točk, ki so odraz dobrega, celoletnega športnega dela v šoli oziroma vrtcu, podeljujemo 3 vrste priznanja. Bronasto, srebrno priznanje in zlato priznanje. Vrstnega reda ne objavljamo, saj so vsi vrtci in šole, ki dosežejo enega od priznanj glede na zbrane točke iz pravilnika, že same po sebi zmagovalke. Vsem, ki ste danes tukaj zbrani, torej športnim pedagogom, učiteljicam in učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, kot tudi ravnateljicam in ravnateljem, gre zahvala za dobro delo na področju šolskega športa. Brez vas tovrstnih dobrih rezultatov ne bi bilo. Zdaj pa zares. Izvedeli boste, kje se bodo odslej lahko ponašali z laskavim nazivom najbolj športni vrtec oziroma osnovna šola oziroma srednja šola v Sloveniji. Priznanja za najbolj športne vrtce bo podelil direktor Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, gospod Franci Petrček. Prosim, da priznanja prevzamejo ravnateljice oziroma predstavniki naslednjih vrtcev. Zlata priznanja prejmejo vrtec Ljutomer, vrtec Metlika, vrtec Ciciban Novo mesto, vrtec pri osnovni šoli Janka Ribiča Ceznjevci, ki pa danes ni z nami. Vrtec Jelka, zasebni vrtec Lehuj, vrtec Svrško, vrtec pri osnovni šoli Mala Nedelja, vrtec Otona Župančiča, znanec za doživabil vrtec Šentvit, osnovna šola Braslovče, vrtec Braslovče, in vrtec Otona Župančiča Črnovelj. Imamo tudi 2 srebrni priznanji, in sicer zasebni vrtec Malina. Osnovna šola Belokranjskega odreda Senič, enota vrtec Sonček. In še 2 bronasti priznanji,
osnovna šola Žetale, enotni vrtec Žetale, ki jih danes ni z nami, zato pa že kličem vrtec Mavrice Trebnje. Vsem nagrajancem, nagrajenim vrtcem iskreno čestitamo. Hvala lepa. Na naši šoli že vrsto let izdajamo mlade folklorise, ki so se letos predstavili na območni reviji otroških folklornih skupin, s svojim nastopom pa so sodelovali pri akciji Dobrodelno okoli sveta. Danes ne bodo potovali okoli sveta, bodo pa predstavili želto, ki so jo imeli nekoč le na določen dan v tednu. Takrat se dekletno ročno brala večje količine darila, kaj vse pa se je zgodilo v času žehte, nam bo predstavila otroška folklorna skupina Kresnice, ki jo vodi mentorica Alenka Jezernik.
Priznanje bo podelila ravnateljica Osnovne šole Brežice, gospa Marija Dušina Novak. Na oder vabi predstavnike naslednjih osnovnih šol. Zlato priznanja prejmejo Osnovna šola Brežice, Osnovna šola Kušelec Šentjur, Osnovna šola Ivana Groharja, sedaj se vrsti srebrna priznanja, ki jo prejme prva osnovna šola Murska Sobota. Srebrno priznanje gre tudi drugi osnovni šoli Murska Sobota. Osnovna šola Cvetka Golarja. In osnovna šola Franja Goloba Prevalja. Sedaj se na vrsti bronasta priznanja in bronasto priznanje prejme osnovna šola Dobrova. Osnovna šola Koper. Osnovna šola Kavda Lukoviča Pelčanek. Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja Vas. Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Osnovna šola Ig. In osnovna šola Draga Balca Vipava. Vsem nagrajenim osnovnim šolam iskrene čestitke. Hvala lepa. Prehajamo na podelitev priznanj za najbolj športne osnovne šole s prilagojenim programom. Priznanja bo podelila predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, gospa Katja Križnar. Zlato priznanje prejme Osnovna šola Brežice. Srebrno priznanje gre Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. In bronasto priznanje dobi osnovna šola Jela Janežiča. Nagrajenim šolam s prilagojenim programom iskrene čestitke. Hvala lepa. Že prej omenjena vokalna skupina nam bo zapela pesem, ki ne sme manjkati ravno nobenem športnem dogodku. Športni šampioni, ki nikoli ne obupajo in ovire nikakor ne zaustavijo, si lahko sedaj zapojejo We are the champions. Stay
gospod Ivan Molaj. Zlato priznanje prejmejo Gimnazija Šiška, Prva gimnazija v Celju, Srednja tehniška in strokovna šola Ljubljana, Tretja gimnazija Maribor, Srebrno priznanje prejme druga gimnazija Maribor. Bronasta priznanja kadre. V šolskem centru Novo mesto srednja strojna šola. Šolski center Novo mesto srednja elektrošola in tehnična gimnazija. Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper. Gimnazija Celje center. Vsem nagrajenim srednjim šolam in njihovim predstavnikom iskreno čestitam. Vsi vemo, da žog in športnih rekvizitov na šolah in vrtcih nikoli dovolj. Zato vsi nagrajeni vrtci in šole, ki odlično delajo na področju športa, otrok in mladine, prejmejo glede na vrsto priznanja tudi finančno nagrado, s katero si lahko izboljšajo pogoje dela in vadbe na šoli oziroma vrtcu. Preteklo šolsko leto je bilo na športnem področju izjemno tudi za udeleženke šolskega svetovnega prvenstva ISF v košarki, ki je potekala v mesecu septembru v Beogradu. Dijakinje tretje gimnazije Maribor so dosegle odlično tretje mesto in osvojile bronasto medaljo. V zadnji odločilni tekmi so premagale srednjo šolo iz Tajvana. Danes sta se nam pridružili dve članici, Lena in Špela. In prosim, da prevzameta posebno priznanje odličnemu rezultatu. In jo vabim že znati. Pozdravljeni in iskrene čestitke za ta odličen uspeh. Zanima me, povejte nam na kratko, katere nasprotnice so bile najtežje oreh. Nam se je zdelo, da bo najtežja tekma proti Franciji, katera smo tudi imeli že za prvo tekmo, ampak smo jih uspeli premagati, tako da smo dobili neke nadaljne moči, in se nam je zdelo, da smo lahko tudi zelo velika konkurenca vsem ekipam. Na koncu pa smo izgubili v polfinalu, ki je bilo res naporno že, ker je bil en 5. ali 6. dan tekmovanja proti ekipi Bolgarije in tudi zato smo imeli potem priložnost tekmovati samo za 3. mesto in naredimo. Odlično ste upravili. Kaj pa vam je ostalo v najlepšem spominu? Česa ne boste nikoli oziroma ne boš nikoli pozabila? Meni se zdi, da so bile vse tekme res izjemne in to je bila ena top izkušnja za vse igralke. Posebno je bilo tudi to, da smo se lahko povezali z ostalimi državami in sklenili neka nova prijateljstva.
drugače pa je bilo polno smeha in zabave, tekme pa so bile seveda naporne zaradi celotnega tekmovalnega ritma. Dekleti, iskrene čestitke in hvala lepa. Kot organizatorji današnje prireditve smo vam želeli predstaviti še naše učence, ki so predani in zelo uspešni športniki. Zavedamo se namreč, kako je v času moderne tehnologije pomemben gibalni razvoj naših učencev, zato jim v šoli ponujamo različne gibalne dejavnosti, tako v okviru pouka, kot v okviru izbirnih predmetov z področja športa, razširjenem programu in še kje. Mnogi učenci so zelo aktivni na šolskih športnih tekmovanjih, ki jih na naši šoli res ne manjka. Drugi pa so dodatne izzive poiskali v klubih. Poleg velikega števila vidnih uspehov na občinski in področni ravni so se učenci osnovne šole Brežice izkazali tudi na državnih tekmovanjih, tako v ekipnih in posamičnih športih. Skupno so dosegli kar 11 odličij, od tega 5 tretjih, 4 druga in 2 prvi mesti. Dovolite mi, da vam predstavim dobitnike zlatih odličij. Izjemno ponosni smo na naše košarkarje, saj so fantje v lanskem šolskem letu osvojili prvo mesto v kategoriji 3x3. To so Jure Cvelbar, Jaka Abram, predstavnik fantje, Jazen Krošelj, Tijan Krošelj, Lukas Winkler in Karl Kolar. Prvo mesto v skoku v višino pa je dosegla učenka osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom Bojana Nikolov. Imamo pa še veliko odličnih športnikov, ki so uspešni tako v šolskih, kot tudi v klubskih tekmovanjih. Ema Menoni, plavanje. Verica Janova, tenis. Alex Vaš, boks. Alex Novak, motocross. Lili Pinterič, Kajra Smonkar in Dija Volk, kajak kanu. Leon Vaškič, atletika. Leon Lakuš, nogomet. In Marko Škul, smučanje, nordijska kombinacija in smučarski skoki. Čestitke. Intervjuje z našimi odličnimi športniki se lahko ogledate in preberete na postavljenih plakatih. Da malce predahnemo in razgibamo boke, na oder vabim Lariso Putrih-Šetinc in Julijo Pavlič, učenki 8. razreda in odličen pevski duo. Dekleti, plesni podij je vajen.
in športno dokazovanje med vrstniki. Prizadevamo se za čim boljše dosežke, vendar ne za vsako ceno. V spredju naj bo fair play, športna poteza. Med nami so danes 3 posebni nagrajenci, ki prejmejo nagrado Fair Play, športna poteza. Nagrado za Fair Play bo podelil direktor Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, gospod Franci Peter. Športni pedagog Miha Mlinar in učenec Staje Tinavor iz osnovne šole Žiri. Za športno potezo na področnem atletskem tekmovanju, ki je potekalo v Kranju. S strani merilne ekipe je prišlo do napake in Taju so pripisali najboljši čas kvalifikacij, ki ga ni dosegel. Napako sta današnja nagrajenca sporočila vodje tekmovanja in pri ponovnem ogledu posnetka se je potrdilo, da je zmagovalec drug učenec, ki mu je bilo s to postezo to onemogočeno mu je tudi nadaljnje tekmovanje. Nagrado za Fair Play športna poteza prejme tudi učenec Tilen Marinšek iz osnovne šole Vič. Na državnem prvenstvu v akvatlonu, ki je potekalo v športnem parku v Slovenj-Gradcu, je v kategoriji najmlajših dečkov Tilen nekaj metrov pred ciljem tekel na drugem mestu. Vreme je bilo zelo slabo, se je deževalo. Učenec, ki je vodil, je v luži in na spolskem terenu tik pred ciljem padel. Tilen je ni hotel izkoristiti padca tekmeca in je počakal, da je vreme vstal in pritekel v cilj kot zmagovalec. Tilen pa je tako zasedel v drugo mesto. Za omenjeno športno potezo mu danes izročamo priznanje. Da bi bilo tudi v prihodnje še več podobnih športnih potez. Prehajamo še k posebnim zahvalam na področju šolskega športa. Radi bi se zahvalili posameznikom, ki so v zadnjih letih prinesli velik pečat programa športa mladih. Zahvale bo podelil gospod Gašper Trstenjak, vodja programa športa otrok in mladine na Zavodu za šport Republike Slovenije Planica. Podelili bomo tudi zahvale in sicer Dušanki Kolčanki. Zlati Sonček in Krpan si v mestni občini Ljubljana v zadnjih 20 letih ne bi znali predstavljati brez Dušanke, ki je svojo pozitivno energijo in delovnim pristopom motivirala izvajalke programov v vrtcih in šolah, da so gibalne dejavnosti potekale nemoteno. Za njen doprinos k odlični izvedbi programov in izjemno visoki vključenosti ljubljanskih vrtcev in šol v njene programe se jim iskreno zahvaljujemo. Zahvala gre tudi Simonu Mihalinu. Za več kot desetletje dolgo vodenje področnega centra Maribor, ki je z njegovim delom navdihalo gibalno športnost. S
Svoje delo je z novim šolskim letom predal drugim izvajalcem. Simonu pa v prihodnje želimo še več novih delovnih izzivov tudi na drugih področjih. Zahvaljujemo se Petri Jačimovič za dolgoletno vodenje programov Naučimo se plavati, Mali sonček, Zlati sonček in kampanje na obalnem področju. Spoznavanjem in natančnostjo je programe odlično vodila. Nove delovne naloge so jih postali izziv, tako da je zapustila programe športa mladih. Zaradi drugih obveznosti je danes med nami in bomo priznanje izrečili ob drugi priložnosti. Priznanje se mi zahvalimo le za danes zmanjanje, ampak nismo še končali. V šolskem letu 2022-2024 smo uspešno izpeljali veliko šolskih športnih tekmovanj. V letu, ki je pred nami, pa bomo prav gotovo ustirali nove mejnike. Za zaključek vabim na oder gospoda Gašperja Kestenjaka, vodjo programov športa otrok in mladine, za nekaj sklepnih in spodbudnih besed za šolsko leto, ki je pred nami. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu ekipe športa mladih, ki se tudi jaz zahvaljujem mojim sodelavcem, ki brez njih ti programi ne bi tekli tako gladko, tako da jaz mislim, da si zaslužijo en aplavz. Rad bi se zahvalil vsem današnjim nagrajencem za vaše sodelovanje in tudi vsem ostalim športnim pedagogom, ravnateljem, učencem, ki potrjujejo, da so programi športa mladih tisti del šolskega prostora, ki jim bogati njihovo preživljanje časa v šoli in da tudi se z veseljem vračajo, zato že z veseljem izvajamo nova tekmovanja in programe v tem šolskem letu in se že veselimo snidenj na terenu. Tako da vsem skupaj želim srečno pot in uspešno šolsko leto. Za konec pa prisluhnimo še himni osnovne šole Brežice. Hvala vam, da ste bili z nami in na snidenje ob naslednji prireditvi. Še prej pa vas vabimo na druženje in prikrizek od prve nadstropne avle športne dvorane. Srečno!